Evo, Zdaj bi se spotaknila ob tvojo genialno predstavo Razočarana gospodinja pri seksologu, ki sem si jo ogledala kar nekajkrat. Pred leti so ti levičarji očitali, da žališ partizane, ki so na svojih titovkah nosili rdečo zvezdo, ki si jo ti označil kot simbol vagine. Ali lahko to malce bolj pojasniš, ker te ljudje popolnoma napačno razumejo? ja, moj star foter Lovro od mame, oče je bil partizan in nosil je rdečo zvezdo na čelu. Teoretsko, skozi Freuda. Freud je panseksualen. Kaj bi drugega moški nosil na glavi kot žensko? Simbol ženske je pa njena mednožnica. Ne, se pravi, rdeča zveza teoretsko ne more biti drugega kot vagina. Ne more biti drugega. In jaz sem pač to všečno odkal, nisem, rekel, pro-domobranski, če se je star foter boril proti domobrancem na Dolenjskem. Se pravi, tako kot ima mačka črna simbolno strukturo, tudi črn panter, to je pa tam nek karantanski znak, ne črn panter, tam je črna mačka, včasih ni bilo depilacije. Ženske so včasih imele črno muco med nogami, danes je vse depilirano. Črna mačka prinaša nesrečo zato, ker je fuk brez muk utopija, fuk je lušn, muka pa pol pride. Ne, to vse na tej razočarani gospodinji povem. In deklice, ki so doma šivale zvezdo, to so bile pubertetnice, ki so si želele malo telih moških okrog sebe, in pa ni bilo, so se pač gečkale, ne? Se pravi, samo zadovoljevale. Zato je deklica šivala zvezdo, zvezdo rdečo kot kri, to je simbol vagine. Sori, pa me lahko ne vem, ko za jajce obesejo. To tako je po psihoanalitični percepciji. Pa sem levičar, ne, v osnovi. Ne žalim partizanov. Imam teorijo, da mnogi narodni heroji so bili moralno pokvarjeni, nebrzdano agresivnost so imeli in bili v prvih bojnih vrstah, neko, bi rekel, celo psihopatsko strukturo osebnosti so imeli. Neustrašni so bili, ampak so svojo neustrašnost, svojo psihopatijo na zelo pozitiven, družbeno pozitiven način utkali v takratne svoje življenje in postali narodni heroji, ker so padli, ker niso mogli brzdati svoje agresivnosti, ker niso imeli nadjaza. Moj star fotor je prišel domov, ker je imel tri otroke doma. Ne, moja mama je bila 3 leta stara, ki je šel se boriti, 2 leti. Pa je prišel iz vojne, ga ni poznala, ampak je šel braniti domovino. Mislim, zdaj pa to, da jaz na všečen način to govorim na odru, je pa moj največji greh. Namesto da bi rekli, da je to, kar se jaz grem, genialno, ker govorim tudi recimo o piercingih, tatujih, rdečih štiklih, dimnikarju, ne, ki nažigava tisto luknjo pri dimniku. Ne. Dimnikar je simbol pohote. In ženske se takoj primejo za knof, pa se začnejo slačiti, ne, seveda. Moški prinaša, torej dimnikar prinaša ženskam srečo, v paketu pa še moškim. Ne, od tod dimnikar prinaša srečo. Zato, ker so ženske čist zadete s tem jebačem. Ok, simbolno nezavedno to drugače bere, ne, zato pravim na realni ravni, v primarnem procesu je vagina. Rdeča zvezda, simbol vagine. Pa to ni rekel Freud. Je pa rekel Freud za uhane, da so simbol ženskih jošk. Sorry, rdeči štikli tudi ni Freud rekel, da so simbol želje po organu, ki ženski na telesu manjka. Lezbike nimajo rdečih štiklov. Ne? Pa urški se pa tam meša, tam, ko jaz take stvari govorim. Si ni, moje soigralke vse 4, imajo rdeče štikle, po mojem diktatu, ker sem jaz pač režiser, scenarist, pa še glavni igralec te mojstrovine. Razočarane gospodinje pri seksologu, ki si jo ti in parkrat videla, ne? In veš, da je vsaka je drugačna predstava, ker improviziram. Skratka, toliko o tej vagini. Mene pa pol tam mladina nažigava, ne? Ta posebna levost. Mislim, če sem sam levičar, ok, pustimo zdaj rdečo zvezdo.
naprej. Ja, to jesen v bistvu se že dogaja poslovilna turneja Razočarana gospodinja pri seksologu, v kateri sedaj blesti tvoja že druga srbska igralka Mina Manojlović. Pričakujemo 400. predstavo, a ne? Ja, res je, ogledala sem si kar nekaj tvojih predstav s 3 različnimi soigralkami, in vem, da si se spravil tudi na klitorične Japonce, kot jih imenuješ. Ja, no, naprej pa še Ja, sam ja, lahko, kot poveš. ja, mislim, Japonci so kritorični narod, to so mehni. Zdaj, kaj ne rečem na odru, sami kučani. Ampak kučana vam potegne v eni pozitivni luči in zdaj ti mehni Japonci imajo tudi tale mednožni ščinkavec, ne more biti prav velik, ne, glede na konstitucijo. In tudi Američani so hoteli te niže rasti, tudi Vietnamci so nižji, pa tudi Korejci, recimo, ok. Japonci, to so jim potem metali z aviona mehne kondome, take za mezinčka, zato da so jih razbesneli, on so v besu šli ven, on so jih pa postrelili. To je bila taktika Američanov v vietnamski vojni. Zdaj ne vem točno, kako so se Japonci ulotevali tam po Pearl Harbor, ja, z atomsko bombo, ne. Ampak rdeča zvezda na beli rjuhi, rdeča flag na beli rjuhi, ne zvezda, ker tale načeli haikido ali kaj že imajo ti zgor, to pa ni simbol vagine, ampak je simbol spomina, da je Japoncu na prvo poročno noč uspelo razdevičiti tisto njihovo Japonko. In japonska zastava je po moji percepciji simbol tega spomina, da mu je ratalo krvav flek na beli rjuhi pstiti na prvo poročno noč. To rečem na všečen način na tej predstavi. Zdaj, če bi Žižek to rekel, tu CNN poroča po celem svetu. Ne, mu spomenik naredijo Žižku. Tako pa jaz to rečem, tudi na področju zvezde bi bilo, če bi Žižek to rekel, kovano v zvezde. Zdaj pa jaz ene stvari pač tako povem, ker tam predavam in pa se tam cenzura. Mislim, ne vem, kaj vse ne dela s to predstavo meni. Jaz ne smem iti v ta večja mesta, zdaj le 400 to predstavo, ne vem, komu speljali, čakam na Kolosejo oziroma Odisejo, Boskarolovo, če bo to uspel do novega leta, ker mislim te predstave zaključiti do novega leta. Tudi ta Mina Manojlović, izjemna igralka, tudi vse ostale so bile izjemne, ima nek svoj projekt in se bojo pač predstave pol malo teple, ne mora njena in moja predstava hkrati biti, bo njena prioriteta, moja pa ne vem, ali bom še kaj potegnil, ker ta predstava je izjemno poučna, izjemno, spreminjam celo paradigmo, gledališko paradigmo spreminjam, kar pomeni, da če bi recimo te močni liki šli na gledališče, bi bilo to ful gledano. Recimo, da Žižek, namesto da tiste Antigono tam nekaj piše zateženo, da gre gor, pa igra samega sebe, pa ima neke dobre igralke, profesionalne, tako kot jih imam jaz, pa naredi eno mojstrovino, kjer bo Žižek samega sebe igral. Ne. To bi bilo ful polno. Tako, jaz imam tudi, recimo, poprečju čez 100 gledalcev. Ne. Čeprav zdaj ta korona kriza, pa te cenzure so mi svoje naredile, ampak če pridem jaz, ne vem, Novo mesto, če bi mi pustili, pa se še menim tam, ali bo Novo mesto, Kranj, recimo, Jesenice, še nisem bil, ne? Nova Gorica, 320 ljudi, 320, kaj vem, Murska Sobota, 320 ljudi, Zela gre suplje, čez 200, razprodana dvorana, folk pada v nezavest od smeha, ker je to poučno in smešno. Skratka, lej, lahko ti še kaj povem o tej razočarani gospodinji, če me še kaj vprašala. Tovrsten koncept poučevanja je meni genijalen, boljši kot vsako predavanje. Mene si skozi predstavo naučil veliko življenjskih modrosti, predvsem na področju partnerskih odnosov, seksualnosti in tudi vzgoje otrok. Vsak sicer ni kos tvojemu intelektualnemu humorju, mene pa si doslej vsakič znova nasmejal in to do solz. In še nameravam priti na kakšno od tvojih predstav, definitivno. Predstava je v bistvu vsakič drugačna, ker toliko improviziraš.
Zaupaj nam torej, ali planiraš še kakšno podobno predstavo? Mimo grede, temu tvojem koncu bom zdaj gostoval, ne vem točno datum, v Ribnici. Ne? Ilirska Bistrica je zdaj 5. oktober, potem pa Ribnica, Lorenc na Pohorju, pa tako naprej. Grem tudi po teh manjših krajih, kjer ni take cenzure. Se pravi, to se bo izpelo, nažalost, kljub temu, da bi to lahko še kakšno leto igrali, ampak pol pa zdaj. Ne, ni to tako zanesljiv obisk, ker to delamo brez nekih subvencij, a ste vrečko, mi moramo 100 ljudi pripeljati, se pravi, oglaševati, investirati 1000 evrov za to, da par 100 evrov pa tam zaslužimo. Ne. Tako da zadeva je finančno, kako bi rekel, mamljiva. Jaz imam 5 let do penzije in rabim še eno predstavo narediti. In zdaj tuhtam, kako bi se ta imenovala, in včeraj trajam gor na mrzlico čeče, tako le gor, in tuhtam, kako bi dal novi predstavi naslov, in ga najdem. Urška pri seksologu. Haha. Oziroma, imam idejo, da bi imel telefonske pogovore na odru, sam s sabo bi se, sam s sabo, imel bi tam telefon, žensko vprašanje, se pravi, seksološka posvetovalnica, nekaj tazga. Ali bi pa neko novo soigralko, zdaj, če bi kera bila zelo rada na mojem odru z mano, ne, rabim soigralko, ki bi mi zastavljala vprašanja iz področja, predvsem seksualnosti. Ne. Tle je veliko smeha, ne. Vsak se noter vidi, vsak ga zanima, jaz imam pa ogromno tega znanja in to lahko v en všečen scenarij zavijem, poučen, in še ne vem točno. Verjetno bom solo, če se pa najde kakšna soigralka primerna. Pač izčrpal sem tele moje, Mina ima svoj projekt, Vesna Anželjkovič ima svoj projekt. Tako da bom videl, no. Nekaj na to temo bom še naredil za gledališki oder, ker pač moram nekaj tudi zaslužiti. Ne. Ker tele psihoterapevtske seanse, ki jih imam, jih nimam toliko, da bi se dalo od tega živeti. Nažalost, pa moram reči, najraje pa terapiram, ker tam imam pa največ znanja, najbolj pomagam, ne, za razliko od psihiatrov, ki samo tablete filajo, pa netalentiranih psihologov, ki sam naročajo, vsak drugi teden spet pridite, 2 leti bo treba hoditi. Jaz pravim to z enim pogovorom rešiti, znam pa tudi hipnotizirati. Ne. Skratka, toliko o tej razočarani gospodini, če imaš še kaj. Ja, v bistvu podcasti, ki sta jih imela s Tanjo Žuvela, so naravnost genialni. Sploh tvoj prvi podcast o sanjah. Zato me prav čudi, da imaš relativno malo obiskov na svojem YouTube kanalu Sigmund Freudep. Tvoji videi imajo v povprečju od 3 pa do 5000 obiskov. No, tu in tam kakšen preseže celo 10 000 obiskov, še posebno, če je politično obarvan. Po drugi strani pa ima podcast s Klemnom Selakovičem, ki ni ravno poučen, je pa zanimiv, že blizu 100 000 obiskov. Res neverjetno. Odmevna sta bila tudi tvoja 2 intervjuja s Tomažem Gorcem, in pa ravno v teh časih odmeva podcast z Davidom Milosavljevičem. Torej, v soboto 5. oktobra naj bi šel v eter, ne, in vsi ga že nestrpno čakamo. Tako Ja. da, ja, res škoda, no, da tvoji podcasti, ki jih imaš, niso tako obiskani. Ja, ja. Glej, sej te Klemen Selakovič, kakršen koli je bil, mi je strašansko reklamo naredil. Ne. Toliko plusov sem pa dobil na tem videu, pa 100 000 ljudi, sam podcast, da ne rečem še te krajši video. Tomaž Gorec tudi, 2krat sva imela, enkrat je tele pri meni bil, zdaj sem pa jaz šel v Trebnje dol, 4 ure pa pol. Ne. Zdaj sem ga terapiral, par stvari sem mu povedal okrog tega, da ne skrbi za svojo hčerko, ne, kar je za mene perverzno. Ne. Ampak zelo poučno, tudi 50 000 ima on. Zdaj tale David, pred 2 mesecem sva to posnela. David Milosavljevič, šele po 2 mesecih gre tole v eter, mislim, da na soboto. Tam je tudi, bi rekel, mat, tam bo, če bo vse dal v eter, kar sva posnela, bo znalo biti zanimivo. Tako da meni se hudo zdi, da moji podcasti, vključno s tem, kar zdaj imamo, da to vsaj 10 000 ljudi ne vidi, ne, pa pridem do 3000, ne, ali pa 5000.
tam en obskurni, vse ni tako obskurni, to je nek pogovorni, zdaj mene poslušati, moraš pa že imeti kar malo pameti, oziroma vedoželjnosti. Ne. Tole o sanjah sem na stanju posnela, to je genijalen podcast, tudi o serijskih morilcih. Pa vsi drugi, ki tematizirajo serijske morilce, imajo 20, 30, 50 tisoč obiskov. Jaz sem pa vse razložil, imam pa 5 tisoč obiskov. Ne. To se mi zdi malo krivično, ampak kaj je, tako je, kaj če drugega. Jaz sem v teh podcastih razložil, recimo, teorijo sanj boljš kot Freud. Ne. Freud je se zakačil za tisto izpolnitev želje, jaz sem pa ugotovil, da človek v sanjah in zaradi tega morajo ljudje, ki hodijo k meni, sanje meni sporočati. Tiste, ki so pred seanso, pa tiste, ki so en dan po seansi, ker naše nezavedno razmišlja. Ne gre za, da imamo mi željo, pa to željo, nezavedno željo sanjamo, ampak se nam neko premlevanje dogaja in samo prerokba se nam zgodi v sanjah, ki jo je, moramo pa prevesti iz simbolne strukture, iz latentne v, torej iz manifestne v latentno. Simboliko sanj moramo razvozlati in jaz to znam, ampak moram poznati pač čustveno življenje tistega, ki to sanja. Zadnjič mi je eno pokojnec rekel, da je imel tako žive sanje, da si je dal roko odrezati, odžagati roko, je šel v zdravniku in rekel, dajte mi roko odžagati. Je rekel, ko pa zdaj to pomeni? Vem pa, da je mlajši upokojenec in vdovec, da nima ženske. Sem rekel, to ti razmišljaš, torej vikal sem ga, to vi razmišljate o tem, da tale organ, ki ga imate med nogami, ki je privesek, lahko tudi pristojek, samo mora baba priditi, ne? Ali pa desnica Šakič pri Porničih. Ne? In on tuhta, ali bo še to sploh kdaj rabo, ali bo sploh uspel kako babo nafehtati, da mu bo dala. Ne? In pol on logično sklepa, da mu to ne bo ratalo. Ne? In pol kogam pa nucu za scat, ali kaj. In pol je sanja amputacija roke. Roka ni roka. Rokovanje, ne, tam na odru razočarana gospodinja reče, da je kurčenje. Ženske se nekoč niso rokovale, ne, so rokico daje na poljubljanje. Zdaj je to feministke se rokujejo, ker roka ni roka. Skratka, te moje sanje, ki jih jaz analiziram, jaz sem toliko stvari stuhtal v mojih sanjah, ko sem imel lucidne sanje, sem se zavedal, sanjal sem enkrat, da ima ženska ogrlico. In potem sem sebe, simbolna struktura ogrlice, kaj je to, sem se vprašal v sanjah, ker sem vedel, da sanjam. Neoplojene jajčice. Ženske, ki grejo v meno, imajo ogrlice z bisernimi unijami, ki bi rade bile na nezavedni ravni oplojene. Moški nima kaj biserne ogrlice nositi. Ali pa enkrat sem sanjal te inštrumente, za katere se ve, da so spolni organi, ne? Recimo violina, ženska vagina, saksofon, trobenta, cuk pozavna, erekcija, moški spolni organ, pikolo, klitorični, pikolo mehen, ne, pa so orglice vagina, harfa. Harfa je vagina. In meni se je sanjalo, da je ena ženska v orkestru igrala harfo in se je kovcati začelo. Ne. Igra, psiko, lucidne sanje so bile. Psiko, ta se pa samo zadovoljuje. Igra na vagino, na harfo. V sanjah sem simbolno strukturo harfe stuhtal in ženska, ki je kovcala, se reče, leja, ta se pa s pečenjem vesti samo zadovoljuje. Pečenje vesti je neka huda mama, ki tam ali reče, ne smeš to delati, se ti bo roka posušila. In igranje harfe je pač v realnem, v primarnem procesu, tudi v budnosti, pač harfa je simbol vagine, ne? Moški načeloma ne more glih harfe igrati, ne? Tudi lahko, ampak je simbolna disonanca. Tako kot recimo načeloma ženske ne igrajo električne kitare, razen lezbike, zaradi zavidanja penisa. Ker kitara električna je simbol falusa, ne? Se pravi moški spolni organ je simbol. Akustična kitara je pogovor z mamo. Ukulele ima že pridih neke pedofilije, je pa tam nek otrok, je premehna tista kitarca, ukulele. Recimo, v to smer se da razmišljati, tako da tudi v sanjah sem se jaz iz lastnih sanj ogromno naučil, še več od sanj teh, ki hodijo k meni, od katerih poznam čustvovanje, celo čustvovanje in toliko zanimive sanje, da jih ponavadi, kadar mene sanjajo, zadnjič en sanja Zevsa. To sem pa jaz.
Zeus je sanja, pogovor z Zeusom je bil. Ja, pogovor z mano je to. Ali pa Jordan Peterson je bil v sanjah. Slovenski Jordan Peterson sem jaz. Ali pa nekateri so sanjali, da je prišel z neba, ne zemljan. To sem jaz, simbol mene. Skratka, evo, toliko o tem, še kaj. Ja, epistemološko si menda zarezal tudi v razumevanje bontona, vendar psihoanalitične intervencije v razumevanje bontona še nisi nikjer predaval. Zagotovo ne bi bilo slabo, če bi. Kaj bi na kratko rekel o psihoanalizi in bontonu? Ja, moram reči, da več kot 10 let nazaj smo s tem mojim menedžerjem, ki je zdaj bolj v gledališču in tam imamo ogromne rezerve. Jaz sem imel predavanja, nikjer nisem smel predavati. Pa smo pa naredili nek abonmajska predavanja in smo iskali prostor in smo ga dobili v hostlu Celica, to je tam nek Metelkova, tam te levaki imajo, kulturniki. Lenuhi, tam se grejo neke umetnosti, hostel Celica. In najemamo dvorano, naredim spisek predavanj, 10, eden od 10 je bil predavanje o Bontonu, se pravi Bonton skozi psihoanalizo. In pol so ugotovili eno predavanje, sem imel, pa feministka odgotovijo, ne, v hostlu pa vodep ne bo predaval. In je vse v vodo padlo. Pa sem imel, ne vem, 20 plačal kotizacije, smo mogli nazaj dati. So ljudje hoteli moje predavanje poslušati. Pa sem pa puško v koruzo vrgel, puško sem pa pobral, ko sem šel na oder, pa na gledališkem odru, zdaj to predavam, zakodirano v gledališko igro. Ampak ravno ta bonton sem ga želel predavateljsko obdelati in tudi gledališko igro sem želel narediti na temo bontona. Mogoče še bom ravno v tej naslednji gledališki igri. Bonton ima ambicijo skriti seksualnost. Bonton je nastal, ker so aristokratske ženske hotele svoje alfa samce zaščititi pred napadalkami, unimi, ki se nastavljajo tem svojim magnatom, torej alfa samcem teh aristokratskih žensk. In potem se po Bontonu banana ne sme jesti, ne, ker preveč asocira na oralne prakse. Z dulca, z flaše se ne sme piti, ker je to spet neka oralna praksa, ne, neko, sorry, fafanje. Tako da bonton se je vzpostavil zato, ker so ljudje želeli skriti svojo živalskost, svojo seksualnost, svojo pohoto. Prednjačili so pa aristokratske ženske, tudi moški, ko so skrivali svojo pohoto. Zdaj, ta pohota ni toliko, bi rekel, v diskurzu psihoanalitičnem, po Freudu. Freud je rekel, da je vse seksualno, ampak je simbolno zakodirano. Ampak jaz vem, ko imam te terapije, da se največ, bi rekel, tega kerozina, te libidinalne energije pretaka okrog te pohote. Cel svet se vrti okrog lepih žensk, mladih lepih žensk. To ti uživaš, če dobiš milijon na lotu. Zdaj, če se pa en 50-letnik s kako 30-letnico dol da ali pa 25-letnico, to je pa užitek več kot bi 10 milijonov na lotu zadev. Tako močno uživanje se zgodi v onem, v nezavednem. Ono je ključno v strukturi duševnosti, ne jaz pa nadjaz, ono. In ko se ono prebudi, pol ni zavor. In če imaš še ego velik, postane sužen tam neke starlete, recimo, ne. Robert Golob, Tina Gaver. To je toliko zadet, da glava peče, to se ne moreš na noge postaviti, toliko te to zadane. Kaki milijoni, to te mladenka, starega deca, toliko zadene, da je pijan rata, zadrogiran, neumen, psihotičen. Skratka, o Bontonu mogoče še kdaj kaj povedal. No, v COVID krizi si izkristaliziral marsikaj pomembnega, celo prelomnega. Vselej si omenjal nezavedna jedra in vedno znova izpostavljal dejstvo, da zavest v resnici ne ve, kaj nezavedno resnično misli. S predpostavko, da je nezavedno bistveno. Govoril si o nezavednem uporu proti očetu. Po logiki nezavednega in simbolnega si posredno obsojal, bolje rečeno psihoanaliziral petkove kolesarje, nekatere posameznike, da opojočo majorju Ladislavu Trohi in njegovi takrat desni roki Saši Petek ne govorim. Ošvrknil si Srečka Šorlija, Anico Bidar, Marka Potrča, tudi Zorana Stevanoviča in njegovo resnico si kritiziral,
Kaj lahko poveš na to temo? Ja, jaz sem operiran s tem COVID-norci terminom. Tisti, ki ne ve, da mi lajki o cepljenju nič ne vemo, o COVID-u nismo vedeli nič, koga ćemo poslušati drugega kot zdravnike, ki študirajo to, ne, ki so s konsenzom rekli, da rabimo maske, rabimo ukrepe, rigorozne ukrepe. Slovenija ni imela tako rigoroznih ukrepov kot naprimer tam Azija, recimo kaj je Singapur. Ali pa države Beneluxa. Ok, Švedska je bila čisto razrahljana, zato ker Švedi so hladni in nimajo nekih stikov, to se pogovarjaš na 5 metrov. Ne, balkanska kultura je pa grljenje. Ne, tam je en pop umrl v Črni Gori, so ga vsi polupčkali na pogrebu, so vsi COVID dobili, po jih je pa umrl. Mislim, COVID je bil zahrbten virus in zdravniki so to povedali. Eden je bil pa podpisan pod našimi ukrepi in to je bil Janez Janša. Lahko bi bil Šarec, pa je izskočil z aviona, ubijte se, ne? Janša je bil. Jaz sem spoštoval, pa imam srce na levi. Predsednika vlade Janšo, ki je bil podpisan pod ukrepi, zato kot ukrepe so diktirali medicinci. In te COVID norci, če cepljenje je škodljivo, čipe dobite noter, troha, recimo pa Saša Petek, in grafen se v ti sestavi v možganih, pa to je nekognitivna disonanca, ki je značilna za teorije zarote. Ampak norost se je bohotila, šizotipska motnja, to so bili orenk nori ljudje, tek so nasedali, pa ki ne ubogajo avtoritet, s omenjenimi, ki si jih tle naštela, ta en Srečko Šorli, Bidarca. To so video snemali, ker sem jih razgalil, uro pa pol Jani Bidar tam snemala video o meni, jaz sem pa stvari povedal. To Zorane Stevanovič sem povedal, kak patološki narcis je to. Ne? Kako gre on v času krize z 10 tisoč ovcami, ne ljudmi, ovcami, za fila celovško. To je moralno pokvarjeno, zato ker ima ljubezen do oblasti, ker bi rad na oblast prišel. Jaz bi rad državi pomagal, ampak ne bom šel v politiko, jaz pomagam s kritično mislijo. Jaz nimam narcistično strukturirane osebnosti. Te politiki ali pa te COVID norci, to so ranjene duše. V nezavednem ima pa neko jedro, recimo odpor do slabega očeta, potlačitev do slabega očeta ali pa odsotnega, ali pa jeza do očima, je eskalirala ven v teh frakcijah norcev. Recimo, janšisti so za mene unik, so oboleli, ko vidijo Janša, sem zasukne od besa. Ja, to imajo problem s fotrom lastnim, z lastnim fotrom imajo problem. Una teja jarc ti tam upila na kredarice, ja, problem s fotrom imaš to predelati, pa ti ne bo treba za na predsednika upiti. Ne, inštitucija predsednika ali pa po bontonu ne moš na predsednika upiti. Jaz že kritiziram tega, onega, tretjega predsednika ali predsednico Natašo Pirc Musar. Ampak ne vem, neposredno pa ne bi zlival gnojnice tam, pa upil, pa si lajšal dušo. Če bi to delal, bi rekel, ha, jeza do očeta mi ven toče. In vsak ima jezo do očeta. Jeza do očima je nadležna. In potem pride Janša kot predsednik države, tudi predsednik je oče družine, in potem vsa jeza do očima jo pokasira dežurni krivec, recimo Janez Janša. Vse na drugi strani za desničarje pa Jankovič, ne? Tam pa on naredi tisti drekovod in konc vse narobe, voda, ten luft, vse je narobe. Vsi ima pa v nezavednem jedro jeza do pač Jankoviča. Po mojem videnju, ne, s tem drekovodom ni tako narobe, ne, ampak v nezavednem bdi neko jedro. Ali pa ta, ne vem, ko odkopava kosti, nekrofil, kaj je ta, Dežman. Ta ima neporavnane račune z grehi z lastnega očeta, pa strica Tončka, ki je bil v Dražgošah. In ta mrcvari tiste odkopava anorganske kosti. Jaz sem enkrat rekel, hej, ko bi pa ti naredil, če bi krematoriji bili, pa bi vse zažgali, ko pepel po lisku. V nezavednem obstajajo jedra, zaradi teh jeder nezavednih se mi kregamo in narod je sprt. In to je moj doprinos tej politični analitiki, in kar bi rad ustoličil, da ljudje zaznavajo svoja neka nezavedna jedra, ki se pucajo, ko zlivaš gnojnico po svojem, ne vem, političnem nasprotniku. Ne. Ampak pustimo zdaj to politično analitiko. Skratka, nezavedno premore eno vesolje, tam so pa nezavedna jedra, ki so aktivna ob določenih sprožilcih v političnih kontekstih. Evo, toliko. Zdaj vam spet sam 10 minut še. Deva še ta Um, vprašanja hitro skozi se.
Mediji so te po svoje, kar je zanimivo in redko, kar povzeli, te celo citirali. Mislim na psihoanalitično teorijo zarote, ki je, tako kot vse, o čemer se danes pogovarjava, unikatna. Ali nam lahko na kratko obnoviš to tvojo psihoanalitično interpretacijo teorije zarote, ki bi jo, kot praviš, lahko predaval kjerkoli po svetu? Ja, Freud je dva spisa, 1907 pa 1908, o seksualnem razsvetljevanju otrok in o infantilnih seksualnih teorijah. To je neko pismo nekemu zdravniku Firstu. Je to napisal in govoril o bizarnih verjetjih. V resnici je govoril o teorijah zarote. Kako se otrok, ki se ga zavaja, temeljno zavajanje pred 100-200 leti so bili pač te konteksti, kako otroci prihajajo na svet, in tam so govorili o štorkljah, ki nosijo otroke. Ne. Otrok je pa videl, da ima mamica trebuščka. Ne, pa, ko štorka prinese dojenčka, mamica nima več trebuha. Ja, veš, že je stuh, to te mal, da je v trebuhu bil bratec, sestrica. In potem je tak otrok bil nekoč deležen zavajanja v kontekstu prihajanja na svet otrok. Danes je temeljno zavajanje vezano ne toliko na te otroke, pa na anatomijo genitalij, kjer tudi pride do zavajanja, ampak do teh pravličnih likov z enim dedkom Razom, Božičkom na čelu. Pa je to, kaj je on, Miklavž, pa zobna miška, ki nosi denar za zobke. Pa to otrok ni tako buta, da ne bi vedel, da je to natek. Starši so tisti, ki ga zavajajo. On pa temeljni avtoriteti, torej staršem, oporeka. In to paradigmo oporekanja avtoriteti ponotrani, in potem se izkaže, da nima avtoriteta prav, glede zobne miške pa dedka Mraza. Dedek Mraz ne more čez zaprto okno, pa ptički ne more kočije dvigniti. Ne, to otrok ve. In ve, da avtoriteta laže. In to paradigmo, ko avtoriteta laže, ponotrani. In v podobnih senzacionalističnih informacijah, ne, senzacionalizem je, da dedek Mraz nekaj prinese, ali pa da štorka nosi otroke, to je senzacionalizem v infantilni dobi. Potem v odraslosti pa pride do senzacije, da človek pride na Luno. Takoj, teoretiki zarote, ki so jih v otroštvu zavajali, ne, ljudje niso bili na Luni. Ali pa Zemlja ni okrogla, je kakšna že, ne štiriglata, ploščata. Chemtrailsi, wow, depopulacija, zastrupljajo. Ne? Saharski pesek, to je strup. Princesa Diana še živi, oziroma je bila načrtno umorjena. COVID bacil so umetno naredili zato, da bi depopulacija se zgodila. To so teorije zarote, ki vzklijejo na tem fundamentu, ki je infantilne narave. Ne? Freud je o tem govoril, tale Tomaž Grušovnik, ki je specialist za teorije zarote, nič od tega se ni poglobil v to. Ne? Jaz pa ne smem o tem nič govoriti, pa grem lahko na Harvard to predavati. V Sloveniji jaz tega ne smem govoriti. Legitimna stvar je to, kar jaz govorim. In te kognitivne disonance, ki se zgodijo v teh teorijah zarote. V nezavedno obstaja jedra, infantilna, zavajanja iz otroštva so ključna za to, da se vzpostavi teorija zarote. Evo, toliko teh teorij zarote. Ja, lej, verjamem, da bi o tvojih inovacijah v teoriji in interpretaciji različnih družbenih fenomenov lahko govorila še ure in ure. Ampak naj bo zaenkrat dovolj. Zato pozivam gledalce oziroma poslušalce, da lahko Romana Vodeba podprete s kakšno donacijo. Link je naveden spodaj. Obljubim vam, da se bom z Romanom še pogovarjala, mu zastavljala določena vprašanja, načenjala prepovedane teme, Roman pa nam bo širil obzorja. Z Ja, moje strani en lep pozdrav. no, tudi z moje strani res te donacije me motivirajo, mislim, sem čist brez motivacije. In če tako donirali, bova znušal, pa tudi tam na Gorenske, pa Ksenija, ali pa še kdo drug se bom pustil nagovoriti. En lep pozdrav tudi z moje strani. Čau.